En lep dober večer vam želim. Prvi mesec v letu je za nami. 2022 tako zelo ponavljamo, da je mojstrsko leto. Ravno zaradi končnice 22 stopamo v mesec februar, ki je tudi prežet z vibracijami števila 22. Kaj vse to pomeni? Pomeni, da februar je vseeno, kljub vsem turbulentnim energijam, katere so za nami, bomo našli nek svoj mir. Vseeno, vedno je vseeno, ste porajtali, pa je velika verjetnost, da nam bo ta mir nekdo zelo skalil. Da bodo dogodki, komentarji, določene osebe, določene energije, določene vibracije, mogoče tudi mi sami, pritiskali na točno tiste gumbe, kjer je potrebno ozavestiti nas same. Torej, ne etičnega šefa, pa ne zoprne žene ali zoprnega moža ali zoprne prijateljice, sosede in tako naprej. Ampak kaj je tisto, kar vas v resnici moti? Kaj je tisto, kar kali vaš mir? Sicer pa bo mesec februar pozitiven mesec. Prinaša nam tudi povezave z osebami, ki so nam podobne, ki nas podpirajo, ki nas razumejo. Ker dvojka simbolizira tudi drugo plat zgodbe, pa je predvidevati, da se bodo v naši bližini pojavljale tudi osebe, ki bodo zelo drugačne od nas. In od koga se lahko več naučimo? Od nekoga, ki je nam enak, za nami ponavlja in pravzaprav s tem ostajamo v isti situaciji, v istih mislih, v istih vibracijah in ne rastemo, ali nekdo, ki sicer morda je lahko tudi mnogo bolj nezrel kot mi, nekdo, ki je zelo drugačen od nas, ali nekdo tak lahko prinese morda celo več možnosti za rast, za drugačen pogled na določeno situacijo, na drugačen pogled na nas same. Mnogokrat me sprašujete namreč v svetovanjih, zakaj so te osebe takšne in drugačne in kaj delam jaz narobe, da pritegnem take osebe. Morda pa potrebujete ogledalo, da sami pri sebi razvidite, kje ste pa že nekaj presegli, kje ste nekaj dobesedno prerasli in česa morda ne potrebujete več. Včasih gre samo za ta klik in ta klik je tisti, ki potem spremeni našo vibracijo, ki jo mi oddajamo naprej. Ko si mi rečemo, ne rabim tega, ko greste v trgovino in gledate polne police in gledate mleko. In ko si rečete, mleko je doma, ne rabim mleka, se po vsej verjetnosti obrnete in greste drugam. Ali greste vseeno pogledati, kakšne vse vrste mleka so na polici, pol litra, liter, majhni, veliki, a so spraskane embalaže? Verjetno ne. V življenju in v odnosih pa je mnogokrat isto. Pozabimo narediti tisti ovinek stran. Torej, v mesecu februarju se bodo tako pojavljale situacije, tudi določeni pogovori, tudi osebe, ki vas bodo spodbudile dobesedno, da ne rečem, da vam bodo dale vrtovo zadnjo plat, točno pri temu, da zavijete stran. Torej, če vas nekdo zelo pojezi, če je nekdo zelo nesramen do vas, kar je tudi možno, saj na nas vpliva število 8. To pomeni, da se bo oglašal naš ego, to pomeni, da bomo tudi mi morda hitreje užaljeni, bolj razdražljivi, obenem pa tudi močnejši. Kadarkoli na nas vpliva število 8, nam po eni strani pomaga razumeti, kaj je bistvo in dati tisto notranjo moč in odločnost, da nekaj spremenimo. Ker govorimo o letu odnosov, o mesecu komunikacije, kako lahko vi svoj odnos do sebe, svojo komunikacijo do sebe in drugih spremenite na način, da učinkuje tako, kot si vi želite. Torej, če damo nekaj primerov, če vidite, da v zadnjih 2 letih z določenimi osebami vedno znova ponavljate iste dialoge, iste nasprotja, iste, bom rekla, neke situacije, v kateri ste vedno bolj narazen, ali ima resnično smisel vztrajati pri tej temi, ali morda je bolje reči, ok, ti razmišljaš tako, jaz razmišljam tako, dajva se pogovarjati morda o nečem drugem. Oziroma, če gre za nekaj takega, kjer pa je potrebno najti srednjo pot, nehajmo potem riniti vsak na svoj breg, ampak poiščimo to srednjo pot. Ko govorimo o osebah, katerih se morda bojite, osebe, ki jih vi dojemate kot avtoritete in seveda tudi tisti, ki so vam avtoriteta, se pravi šef, predsednik in tako naprej, pa govorimo o času, ko bomo lažje argumentirali svoje nasprotujoče si mnenje, ko bomo lažje izrazili sebe, svoje potrebe, svoj pogled na to osebo, na sebe in na samo situacijo, je pa tukaj potrebno omeniti nekaj stvari. Kadar predolgo časa čakamo in smo potrpežljivi, se lahko zgodi, da potem eksplodiramo, nam poči film in potem impulzivno zjamo, vpijemo. Smo lahko tudi celo žaljivi, napadalni in izrečemo marsikaj takega, kar nam je potem sicer kasneje žal. Torej,
Prehitite to energijo in razmislite, kje, na katerih področjih, s katerimi ljudmi bi se vam to lahko zgodilo in te svoje argumente oblikujte vnaprej. Naj bodo to kratki stavki, brez žaljivk, brez napadov, ampak preprosto naštejte dejstva. Po drugi strani pa včasih, ker čakamo predolgo časa, se nam zdi, saj zdaj je pa vseeno, zdaj pa nič več ne morem narediti. Pa se mi zdi, da tudi to je škoda. Vedno lahko nekaj naredimo, vedno lahko nekaj spremenimo, vedno lahko nekaj izboljšamo. Predvsem sebe. Torej, če imate na drugi strani osebo, ki vašo rast izrazito zavira, potem bo to februarja toliko bolj opazno, toliko bolj občutno. Število 8 res da povezujemo z egom, ampak ego je tisti, ki nam včasih pove, opa, naše meje so bile kršene, tukaj nam pa nekaj ni več všeč. In kdo postavlja meje v vašem življenju? Kdo v resnici postavlja meje v vašem življenju? Soseda? Šef? Starši? Partner? Ali vi? Vsi imamo nekje meje, preko katerih absolutno ne dopustimo. Za nekatere je to fizično nasilje, za nekatere je to žalitev, za nekatere je to napad na njihovega otroka. Vsi imamo meje, preko katerih ne gremo. Pomembno je, da te meje ozavestimo in da se tekom februarja vprašamo, ali je to resnično tista zadnja meja, ki je za nas sprejemljiva, ali jo moramo morda, oziroma bi bilo dobrodošlo, da bi jo premaknili. Če rečemo, da je naša meja to, zdaj bom za nalašč pretiravala, da je partner do nas fizično nasilen, ampak če se to zgodi samo 2-krat, 3-krat na teden, vse se da. Ali je to meja, s katero se še vedno strinjate, ali je to meja, za katero še vedno stojite, ali jo boste premaknili v smeri ne dopuščam fizičnega nasilja. Za nalašč sem uporabila en tak primer, za katerega verjamem in upam, da nam je vsem nedopusten, ravno zato, da vidimo, da velikokrat v življenju pozabimo te meje sploh postaviti, definirati sami sebi. In če mi sami ne vemo, kje so te meje, dragi moji, kako naj potem vaš sogovornik, vaš partner, vaš šef, vaši otroci, vaši sosedje, kdorkoli je z vami v interakciji, ve, kje so te meje, če pri vas samih niso razjasnjene. In velikokrat, ker tudi sami radi popustimo, ko imamo nekoga radi, ko gre za neko situacijo, v kateri želimo biti zelo sočutni, dopuščamo, da se te meje prehaja. In tukaj prihajamo do naslednje ključne točke. Če vi sami sebe ne jemljete resno, absolutno ne morete pričakovati, da vas bo sogovornik. Tukaj si prekličimo v misli majhnega otročka pri blagajni, ki si še kako zelo dobro zapomni, da je mamica popustila, ko je on začel kričati. In kaj se bo zgodilo naslednjič, ko boste z mamico pri blagajni? Še bolj bo kričal, ker je to delovalo, ker je potem dobil čokolado. Mami je bila sicer zaripla v obraz, pa je bila jezna, pa je gledala v tla, pa je opila potem doma, ampak on je čokolado sem dobil. Velikokrat v življenju smo takšni. Neko to slabo voljo, okoliščine, kar nekako prezremo in ostajamo pri tistih vzorcih vedenja, ki nam prinesajo to, kar želimo. Torej, v februarju bomo imeli izvrstno priložnost pogledati, kdaj smo mi tisti 3 leta stari otroček, ki morda izsiljuje, ki morda ne želi slišati, ne razume, ampak izkoristi dano situacijo in vse tiste ljudi, ki so za nami v vrsti, ki so potem morda kritični in imajo svoje mnenje in se vmešavajo in želijo, kar oni nam morda tudi kupiti čokoladico, ni to fajn? Torej, kolikokrat v življenju smo pa mi tisti, ki bi lahko delovali bolj zrelo, bolj odraslo. In kolikokrat v življenju popustimo, zato da nismo mi tisti ta grdi in nas okolica ne obsoja, kolikokrat popustimo, zato ker je to enostavno lažje. Kajti na koncu dneva, ko je pozno popoldne, ko smo utrujeni, ko se otroček prične metati po tleh pri blagajni, je včasih enostavno bolj preprosto prijeti tisto čokoladico, jo kupiti, prijeti pod roko otroka in iti. Včasih enostavno ne zmoremo več. Veliko kot v življenju je tako, s tem ni nič narobe, tudi samo življenje pravzaprav ni vedno samo potica in ni vedno nek preizkus, ki je ključnega pomena do konca življenja. Je pa definitivno pomembno, da se zavedamo, kadar pride do tega, da postane to naš vzorec. Torej, kje in kdaj pa morda prehitro vržete puško v koruzo? Kje in kdaj morda, kljub temu, da imate na drugi strani osebo, za katero se morebiti sprašujete, ali res se v tem odraslemu telesu ne skriva 3 leta star otroček in včasih se?
Kolikokrat popustite zato, ker je tako lažje, zato, ker je tako hitreje mir, namesto da bi se postavili za sebe in artikulirali, izrazili, povedali svoje stališče, kljub temu, da bo na drugi strani po vsej verjetnosti najprej užaljenost. Kajti, kar se velikokrat zgodi v življenju, če ostanemo kar pri tem primeru, ne velikokrat, ampak vedno je to, da otroci odrastejo in se naučijo obnašati drugače in se ne mečejo več po tleh pri blagajni. Torej, tudi v odnosih z odraslimi lahko pričakujemo ali pa vsaj upamo, da bo oseba na drugi strani odrasla, da bo nekoč morda naš argument razumela, čeprav nam v danem trenutku morda ne bo dala prav, morda se bo z nami kregala, morda bo žaljena, morda bo celo skregana. Ampak morda čez leto, 2, 3, ko bo sama v podobni situaciji, nas bo razumela in nas bo v tistem trenutku na drugačen način začela spoštovati in upoštevati. Na koncu dneva pa gre ravno za vse te definicije vas samih. Do kam dopuščate okolici, drugim ljudem, pričakovanjem, nekim družbenim normam, da vplivajo na vaše izbire, na vaše obnašanje, na to, kdaj popustite, kdaj vztrajate, kdaj morda predolgo časa vztrajate. Včasih pa dajemo ravno obratno preveč priložnosti. Včasih predolgo časa upamo, da se bodo stvari spremenile, da se bo odnos spremenil. Leta 2020 je bilo toliko govora, kako zelo je to leto ločitev, pa bom rekla, da se ne strinjam s tem, ker toliko, kolikor sem pa jaz imela svetovanj in analiz odnosa v zadnje pol leta, pa prej mislim, da vseh 20 let mojega dela ne. Vse te intenzivne energije imajo svoj namen, pomagajo nam prepoznati, kdo smo mi. To ne pomeni, da se moramo zdaj z vsemi skregati, kje pa. To pomeni, da je prav, da prisluhnemo sebi. In prav, da smo čuječi pri svoji lastni izbiri ljudi okoli nas. To seveda ne pomeni, da boste zdaj zjutraj odvihrali in rekli, zdaj bom zamenjal vse ljudi, vsemi se bom skregal in se bom odmaknil in šel bom živeti nekam v gore med ovce. Kje pa? Pomeni le, da so naši kriteriji drugačni, naše obnašanje drugačno, naša izbira besed in vibracija, s katero mi stopamo v pogovor, drugačna. Če število 2 simbolizira, kaj simbolizira pogled na drugo stran zgodbe, na drugačnost in na povezovanje med drugačnostmi. Torej, vsi ti moji govori o 2 bregovih, med katerimi teče reka in čez katero je slej kot prej most, niso bili zaman. Letošnji februar nam bo pokazal, kako zelo je možno, če le želimo, združiti tisto, kar je na videz nemogoče združiti in povezati. Kako zelo se lahko ta bela in črna, ki sta si tako zelo nasprotujoči si, prelijeta v neštete odtenke sivine. Torej, dopustite si februar razmišljati drugače, dojemati življenje drugače, dojemati sebe drugače. In iz tiste sivine se bodo pričeli izluščati tudi barvni odtenki, slej kot prej. Torej, pomembno je pa, da preden se vse te intenzivne energije sprožijo, nasprotujoče si energije sprožijo, pa da vi veste, kdo ste. In to je energija, s katero nam bo postreglo celotno letošnje leto. Kdo ste? Mojster česa ste? Kje zorite? Kje se spreminjate? Kje rastete? Kje postajate mojster? Kje postajate fantastični v temu, kar ste? Kateri deli vas pa ne ostanejo v preteklosti, saj so morda nezreli, nespretni ali kakorkoli drugače in enostavno več ne pašejo v vašo realnost tukaj in sedaj. Dotaknemo se še datuma 22.2.2022, full dvojk, izjemno pozitivni aspekti za vse tiste odnose, tiste dogovore, tiste povezave, ki so harmonični. Torej, če govorimo o nekem prijateljstvu, kjer že nekaj časa škripa ali tudi mogoče romantičnem odnosu, bi se lahko med 20. in 22. bom rekla, te gobe malo bolj celo ozavestijo, malo bolj izrazijo, so malo bolj intenzivne. Če potrebujete zagon, če potrebujete podporo vesolja, energiji, vibracijo okrog vas v tem, da se postavite zase, potem je 22.2. fantastičen dan za to. Celoten mesec februar pa je tisti, ki nam bo pomagal pri tem, da se postavimo zase, morda tudi sami sebi. Zdaj pa naredimo pregled števil življenjskih poti od 1 do 9. Hitro seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre. Poglejte, kako sem jaz zelo hitro tole delala in tamle naredila eno napakico. Čeprav se mi zdi, da v narečnem pogovoru v bistvu niti ni narobe. Torej, če ste se z mano nasmejali in sešteli svoj rojstni datum, poglejmo. Enke.
V februarju je pomembno, da izrazite svoje mnenje umirjeno. Ste tip človeka, ki zna stvari prijeti v svoje roke, ste kot kavboj, ki se usede na konja in včasih zdirka prehitro drugam, včasih mora biti tudi prehitro pričakuje spremembe. Februar pa vam bo pokazal, da določene spremembe, določene, bom rekel, tudi razumevanje druge osebe zahteva svoj čas. Torej, če imate na drugi strani osebo, ki je počasna, osebo, ki je morda neodločna, potem dajte razumeti, da ta oseba preprosto morda potrebuje samo čas, kar ne pomeni, da boste vi vmes sedeli križem rok in počeli nič. Pomeni, da se boste seveda ukvarjali s seboj. Absolutno tudi za vas velja pogledati na drugo plat zgodbe, drugo plat doživljanja, tudi drugo plat sebe. Včasih, kadar smo preveč aktivni, kadar preveč hrepenimo po neki spremembi, kadar se nam mudi, ne uspemo dovolj dobro pogledati in moja formula za izračunati število življenjske poti je temu dokaz. Število življenjske poti 2. Februar bi mogel biti fantastičen mesec za vas. Ta vpliv števila 2 letos bi mogel biti za vas zelo, zelo ugoden, seveda pa prinaša s seboj tudi določene izzive. Ti izzivi so vzpostavljanje meje, komunikacije, povezovanjem in predvsem, kot vedno, vašim notranjim dvogovorom do vas samih. Torej, kaj sami sebi morda si ne upate zaupati? Katere svoje lastne strahove si morda še ne upate priznati? A veste, če jih priznate samo sebi, to pomeni, da jih boste vedeli samo vi. Je pa to absolutno prvi korak v pomembnem procesu zdravljenja in v pomembnem procesu prebujanja poguma znotraj samih sebe, da ste točno to, kdor ste. Torej, priznajte si svoje dvome, svoje strahove in nato poiščite pot, kako jih premagati. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, ko bi vam sicer lahko malo nagajala domišljija, kar pomeni, da bi lahko kakšno zelo nedolžno opazko doživeli kot napad na vas, kar lahko pa pomeni tudi, da boste vi mnenja, da ste zelo dobro izrazili svoje potrebe, svoje razmišljanja, svoje stališča, ampak na drugi strani vas kar ne razumejo. Ali pa vas razumejo narobe. Torej, pomagajte si s kratkimi stavki, z jasnimi primeri, bodite čim bolj plastični v svojemu izražanju, kajti obdaja vas energija ustvarjalnosti in to je fantastično. Če pa imate na drugi strani osebo, ki nima ravno bujne domišljije, vas pa preprosto ne bo razumela. Torej, če imate na drugi strani nekoga, ki je zelo resen, potem nekako tudi svojo komunikacijo in izbiro besed prilagodite temu, torej ne preveč pridevnikov, ne preveč odvisnikov, ne preveč razlagati, ampak ostajati pri svojih lastnih dejstvih. Število življenjske poti 4. Pred vami je mesec, v katerih bi se lahko sprožil občutek dvoma. Občutek dvoma bo vse tisto, kar vi mislite, pa tisto, kar je nasprotno temu, kar vi mislite, torej včasih pridejo obdobje v življenju, ko nismo si čisto prepričani ali na jasnem, kaj sploh mislimo. In to je fantastično. Kadarkoli smo v takem obdobju, pomeni, da lahko veliko bolj raziskujemo možnosti razmišljanja, rešitve, na katere prej tudi pomislili ne bi. Kar je zelo pomembno, je to, da te izbire temeljijo na zdravi ljubezni do sebe, torej do vas, in na neki stari dobri kmečki pameti. Predvsem pa bo od vas pričakovana potrpežljivost v tem mesecu in malo več čustvenosti. Torej, posvetite se vsem tistim osebam, s katerimi ste v globokih, pristnih, dolgoletnih odnosih. Število življenjske poti 5. Pred vami je razgiban mesec, mesec, v katerem po eni strani se bodo pokazale neke informacije, katerih prej niste vedeli, pa ste bili prepričani, da zelo dobro razumete celotno sliko. Po drugi strani govorimo o mesecu osebnostne rasti vas kot duše. Torej, to bi se lahko izrazilo tudi tako, da boste imeli občutek, da vas življenje blokira, da energija nikakor ne teče, da je energija tista, ki vas bremza. To ima svoj namen. Dokler sami sebe ne srečamo, če se lahko kar po domače izrazim, se običajno niti ne pogledamo v ogledalo. To ne pomeni, da počnete nekaj narobe, mogoče boste dobili potrditev, da počnete zelo prav, to, na kateri poti ste, pomembno pa je, da se ustavite, da dihate, da si vzamete čas za sebe in da prisluhnete sporočilom, ki vam jih nekako posreduje življenje. Število življenjske poti 6. No, februar bi lahko bil zelo romantičen, februar bi lahko bil zelo, zelo čustven, zelo, zelo ustvarjalen, zelo, zelo igriv, zelo, zelo odprt mesec novim dogodivščinam. Seveda, tam vmes, med tem, da se imate zelo dobro in zelo fajn, pa so vedno lekcije ljubezni do sebe. To bo rdeča nit za vas v letošnjem letu.
Torej, kje in kako boste vi sebe pocrkljali? Kako bi vi sami sebi lahko pričarali čudovit dan, čudovit konec tedna, čudovito Valentinovo? Kako bi lahko vi sami sebe obdarili s pozornostjo, z ljubeznijo, s časom, s potrpežljivostjo, s sočutjem in vsem tem lepim, kar vi podarjate drugim? Torej, kako lahko to zbalansirate na način, da je ta pretok energije dajanja in sprejemanja enakovreden, harmoničen, uravnovešen? Seveda bo življenje torej pritiskalo na vse tiste gumbe, kjer morda te stvari niso uravnovešene, kjer niso enake, kjer niso v harmoniji, torej ne se jeziti, ampak se enostavno vprašajte, ali ste v dani situaciji dovolj ljubeči do sebe in do druge osebe, in če odgovor ne, potem začnite razmišljati, kako to lahko spremenite. Število življenjske poti 7. Pred vami je čas raziskovanja preteklosti in iz preteklosti bi se lahko pojavila ali neka oseba, ali nek spomin, ali neko spoznanje, razumevanje, nek smisel, ki pa bo po vsej verjetnosti drugačen, kot je bil takrat, ko se je ta dogodek zgodil. Včasih, ko mine nekaj časa, stvari pogledamo drugače, včasih vmes dobimo tudi nekaj novih dodatnih informacij. Torej, lahko se zgodi, da neko razočaranje ali morda tudi nek zaključek odnosa ali morda sam odnos pričnete vrednoti drugače. Februar vam bo postregel z več kot dovolj priložnosti, da pogledate na drugo plat zgodbe sebe, drugih odnosov in na splošno sveta. Torej, če ste na splošno nad svetom razočarani v zadnjih 2 letih, se vam lahko obeta kakšno zelo prijetno presenečenje. Tudi sicer pa je pred vami čas, ko je prav, da ste umirjeni in da določene stvari iz preteklosti resnično zaprete. Če imate ali če nimate potrebnega epiloga in zaključka, vrata vedno lahko zaprete in prenehate dajati energijo tistemu, kjer je jasno, da gre energija v nič. Število življenjske poti 8. Pred vami je čas, ko bi se vam lahko pridružile osebe, ki vas bodo zelo podpirale, zelo razumele, vam morda tudi povedale tisto, kar vam ni všeč, predvsem pa vam bodo pomagale na vaši poti naprej. Znate biti zelo učinkoviti, zelo odločni, zelo dobro veste, česa si želite, kje so vaše meje, včasih pa vam dojemanje lastne vrednosti oziroma lastne dragocenosti pri temu malo nagaja. Torej, kaj pa vi pravite, česa si, pa česa si ne zaslužite v življenju? Ko govorimo o odnosih, kakšne osebe si zaslužite? Bi rekli, da če ste vi prepričani, da nekoga ne boste izgubili, da se vedete drugače, kot če vas je strah, da vas bo nekdo zapustil. Saj to je človeško, to se nam vsem dogaja. Ampak v februarju bodo te stvari toliko bolj izrazite. Izhajate iz svoje lastne notranje moči. Če pridejo stvari do nekega tega ekstrema, da je potrebno odnos zaključiti ali transformirati, potem se bo to slej kot prej zgodilo samo od sebe, pa običajno, kadar to prepuščamo samemu življenju, se te stvari zaključijo na kar grd način. Ko pa mi prevzamemo odgovornost, se pogovorimo in stvari zaključimo ali spremenimo določen način delovanja sami, pa običajno se lahko nadejamo mnogo bolj pozitivnemu izidu. In še število življenjske poti 9. Tudi pred vami je zanimiv mesec, tudi pred vami je čas, ko bi se lahko nekdo iz preteklosti znova oglasil, kar lahko pomeni tudi določene želje in sanje, določene predstave o tem, kako naj bi družina, odnos, poroka, zaroka, romantika izgledali. Ste namreč zelo romantični, verjamete v sorodne duše, verjamete v pravljičnost odnosov, verjamem pa tudi, da niso vsi odnosi, katerih del ste, pravljični. Ali pa bomo temu rekli lepo pravljični, lahko so podobni nočni mori. No, in vsi tisti odnosi, ki vam dajo glavobol in slabo voljo, bodo seveda v tem času v ospredju, ravno zato, da jih ali pozdravite, ali pa prestrukturirate, se pravi, da jim ne dajete več te moči, da grenijo vaše življenje, da grenijo vašo energijo, vaše srce, vašo ljubezen do sebe. No, in to pravzaprav velja za vse nas. S tem smo končali pregled števil od 1 do 9. Za vse nas pravzaprav pa februar prinaša tako veliko možnost pogleda v sebe. Nekega inventurnega popisa odnosov, če želite. Naših potreb, naših stališč. Kje in kdaj svojo ljubezen mečemo stran? Kje in kdaj pravzaprav zapravljamo našo pozornost, naš čas, naše življenje pravzaprav s tem? Ko se je pričela karantena, je bilo veliko govora o tem, kako gre življenje mimo.
Velikokrat, ko sami nismo aktivni, ko se sami ne postavimo za sebe, podobno dopuščamo, da gre naše življenje mimo. Ko upamo, da se bo kar samo spremenilo, pa boljšalo, pa se bo, pa se ni tako slabo. In upamo. Februarja morda teh ključnih premikov še ne bo, ampak zavedanje, da smo morda preveč pasivni v določenih pogledih, pa se bo pojavilo. Seveda nam to ni všeč slišati, seveda se nam zdi, da mi pa že nismo taki, mi pa vendarle zgrabimo bika za roge, pa še kako. Kaj, če bi vzeli februarja si čas predvsem zato, da bi opazili, kje pa morda zaradi vseh unih bikov, ki smo jih dejansko zgrabili za roge in smo zelo aktivni in smo zelo angažirani, morda pa so odnosi, navade, potrebe drugih, ki nas tako zelo konzumirajo, da sebe pozabimo in pozabimo tudi kakšne druge pomembne aspekte našega življenja. Torej, naj bo februar čas pregleda, čemu dejansko namenjamo svojo pozornost, čemu in komu dejansko dajemo svoje sočutje, razumevanje, potrpežljivost. Bodite pozorni, ali ste med temi ljudmi tudi vi ali ne. In koliko časa namenjamo vso svojo pozornost, čas, razumevanje, strpnost in tako naprej. Preden rečemo, ok, zdaj pa je dovolj. Zdaj pa naj pridejo nazaj neki rezultati. Tudi ko hujšamo, če ne vidimo rezultatov, spremenimo dieto, spremenimo šport, spremenimo svoj pristop. Česarkoli se lotimo, če vidimo, da ni rezultatov, slej kot prej spremenimo svoj pristop. Absolutno v življenju počasih, v odnosih tega ne počnemo, vsaj ne dovolj hitro. Torej, februarja bodite pozorni na vse tiste situacije, kjer preprosto svojega pristopa, svojega načina delovanja, obnašanja, komuniciranja, tudi izražanja svoje pozornosti, svojih potreb ali nezadovoljstev, se nekako ne lotevate na način, ki bi bil učinkovit. To ne pomeni, da mora biti vedno vse samo po vaše, to pomeni, da vas na drugi strani oseba ne razume, vas ne sliši ali, kar si je morda še težje priznati, ne želi slišati, ne želi razumeti in vas ne upošteva. Saj na drugi strani po vsej verjetnosti ni vesoljec, ampak je odraslo človeško bitje, ki govori isti jezik kot vi, torej dobiva informacije z vaše strani. Ko vas ima in nekdo rad, bo tej osebi zelo mar, kako se vi počutite. Kaj vi čutite? Kakšen je njihov doprinos v vaše življenje? Kajti seveda, ko imamo nekoga radi, si želimo biti pozitiven doprinos. Želimo biti lučka, ljubezen, sreča, nasmeh na obrazu osebe, ki jo imamo radi. Če ste v odnosu, pa lahko zdaj govorimo o partnerskem, prijateljskem, poslovnem odnosu, kjer na drugi strani je oseba ali organizacija, ki absolutno ni mar za vaše počutje, potem je čas, da je vam mar dovolj, da poiščete druge poti, kar pomeni, da boste tej osebi odvzeli moč in se postavili na svoje lastne noge in se vi pobrigali za svoje potrebe, za svoje čustva, za svoj nasmeh na obrazu. Kajti se veste, kaj pravijo. Če ne znamo biti srečni sami s seboj, tudi z drugimi ne bomo. In zdrava ljubezen do sebe, katera nam bo celo letošnje leto postregla vedno znova s takšnimi in drugačnimi izzivi, bo tudi februarja poskrbela za to, da bomo jasno videli, kje smo dobrodošli, kje nismo dobrodošli, kje nas trpijo zato, ker nas morajo in kje na drugi strani ne prejemamo tega, kar si zaslužimo. Torej, ne glede na to, da mogoče bodo kakšna ta razkritja nekoliko boleča, ne glede na to, da morda boste razočarani, pa bodite hvaležni, da so se te stvari izrazile, kajti le tako jih lahko spremenite na način, da bo za vas bolj ljubeče, bolj pozitivno in boljše. Jaz vam želim en februar prežeti s čudovitimi energijami, s čudovitimi trenutki. Ni vse tako zelo slabo, kajti ne čakajo nas samo izzivi, ampak tudi nagrade, tudi vse bolj globlja povezava med nami, vse več predanosti, več razumevanja enega drugega, predvsem pa pričnimo vse bolj srčno povezavo sami s seboj in razumevanjem sebe. Če je bilo tole premalo, kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-sorum.com, vabljeni pa v mojo družbo tudi naslednji teden. Pa, pa!